Pozdravljeni. Obiskal me je Gaber Kržičnik in imela sva izjemno dolg ter zanimiv pogovor. In brez skrbi pogovor sem snemal in danes je na vrsti prvi del, kjer sva se pogovarjala o tem, kakšne so razlike, podobnosti in sinergije med Formulo 1 ter MotoGP-jem. Pozdravljeni. Kot vidite, danes se mi je pridružil nek znan poseben gost. In imeli bomo lepo debato v več delih o tistih skupnih stičnih točkah med svetom avtomobilizma in svetom motociklizma. Sveda, kar se tiče sveta motociklizma, imamo tukaj eksperta, tisti, ki si pa malce domišlja, da ve, kaj je v svetu avtomobilizma, je na drugem stolu. Zdravljen, živijo, hvala, ker si se vzel čas. Hvala za povabilo. In lepo je tu, da bova začela prosto stično točko. Namreč Liberty Media bo vstopila v lastništvo tudi Dorne, pomeni MotoGP in če se ne motim tudi Superbikea, če bo varuh konkurence to dovolil. In bomo imeli pod eno in isto streho v bistvu dve največji, najbolj popularni kategoriji praktično na svetu. Prva točka, ki se mi zdi zanimiva, a misliš, da bo v bližnji prihodnosti na določenih velikih nagradah mogoče spremljati dirko svetovnega prvenstva Formule 1 in dirko svetovnega prvenstva motociklizma? Kajti proge se znajo nekako prilagoditi, čeprav so določene razlike. Najprej na začetku nekoliko popravim, čisto malo, Liberty Media je že vstopila in ne bo vstopila, to se je že zgodilo in to je tim dat in kupljeno. Kupili so večinski delež Dorne, katere seveda en del ostaja lastnik še nekateri ostali vlagatelji skladi in pa seveda primerjajo stoleta oziroma družin. Zaenkrat prav veliko mislim, da se čez noč ne bo spremenil, ker Dorna obstaja in charge za organizacijo dirk, ampak v lastništvu Liberty Media. Zdaj, kar se tiče, kaj zna to prinesti v bodoče, morda tem mogoče kaj več naprej, ampak čisto konkretno na tvoje vprašanje, če se zna zgoditi, da bi videli eno dirko v posameznem vikendu, jaz bi si ful želel, da bi lahko, ker se mi zdi to the best ideja. Športno so zadnje mora biti šov in mora biti spektakel in vsi športi, ne samo motosport, se bori s tem, da v bistvu število gledalcev v živo na tribunah malo upada in da zanimanje za šport generalno v svetu upada. Se pravi, treba šport modernizirati, je treba z njega narediti velik šov, velik spektakel, Liberty Media se dobro razglada, smo videli, da je pobega, pa še s kakšno drugo pogruntavščino, ko so prinesli v ta šport in meni se je bilo to ful dobrodošlo. Prvič za zanimivost sami Formule 1, drugič bi s tem pomagali tudi popularizaciji MotoGP-ja, mogoče sploh v Ameriki, ker MotoGP zelo slabo obstaja, pravzaprav ne vejo, kaj da oznanga razen unikar korpeni, in bi bilo to, po mojem, ena prima zadeva, v kateri so že na glas govorili, da pa bi mogoče enkrat v prihodnje se pa to lahko zgodili. Jaz si čisto točno še ne predstavljam natanko, kje bi to lahko bilo, nekatere steze dejansko so podobne. Austin, na primer. Ja, ampak imaš drug problem. Austin sigurno, če se pojavi kakšna usporednica, je to recimo. Ampak, a veš, vsem so neki hakelci, kjer je recimo pa težava v tem, da imaš zelo napolnjen urnik, razen če bi se spet MotoGP odrekel, Moto3 pa Moto2, kot je bilo časa Lagune Seki, in bi prišli samo z MotoGP. Samo MotoGP pa samo Formula 1, brez manjših serij. Ampak vsem moraš vedeti, da konfiguracija, postavitev varnostnih standardov na sami stezi, tudi v Austinu, za dirko Formula 1, jaz ne vem, zdaj ne bi šel detalje, ker to pa res ne poznam, ampak vsekakor sem pa prepričan, da ni nujno, da je vse čisto. Kje stojijo bariere,
na katerem ovinku, kako so postavljene, kje so, kako je zaščiten, kakšni so varnostni protokoli. Mislim, jaz sem prepričan, da na nek način bi se to dalo skrbiti, ne, ker so ipak je steza. Ne. In Austin je ena izmed dirkališč, kjer praktično tu konfiguracija obstaja čiste enaka. Zdaj so pred tem off the record govorila, da Certvek tukaj tole ista steza, Spielberg, nič ista steza, imaš tam eno šikano ali pa Barcelona, vemo, da so te ene stvari drugače peljejo. Imola je tudi rahlo drugačna, ker imamo šikano v Grzini. Tako, ne. Tle imaš pa pri Austinu imaš pa v bistvu stezo dejansko enako in če kje bi se to recimo na eni taki dirki mogoče res lahko zgodilo in po moje bi bilo to zgodilo. Torej, jaz upam, da se to razvije. Ker imamo kot zanimivost zelo velike sinergije med MotoGP-jem in Formulo 1. Imamo Hondo, ki je prisotna v obeh. Imamo Ducati, ki je v lasti Audija in bo prišel čez 2 leti. Prihaja noter. V bistvu imamo recimo tako sestrske ekipe v enem svetu. Imamo recimo Red Bull, ki je velik pokrovitelj tudi v MotoGP-ju. Tako, imamo Monstera, so še pa Mercedes. Ne so pri McLarenu. Zdaj pri McLarenu, ok, Mercedes je dolgo let, MotoGP v svetu. Potem imamo, seveda. Imamo Aprilio Ferrari, na primer. In imaš oljarje, imaš gumarji so, kako so pač monomarka. Ampak tako, ne, je veliko sporednic, ki so in marsikdo bi bil za to, da se kaj tako zgodi. Je pa, po mojem, velika težava, zato ker si že malce nakazal. Čista proga za Formulo 1 in čista proga projektirana za MotoGP še zdaleč nimate enakih karakteristik. V idealno morajo biti drugačni loki, drugačne izletne cone, drugačni varnostni elementi. In prav to je bila ena izmed ogromnih kritik na Formuli 1, naprimer asfaltirane izletne cone. Zato, ker v MotoGP-ju se pač nekdo zmoti in se lahko vrne nazaj. Isto so delali v Formuli, ampak sedaj so zopet Imola, naprimer, je začela pesek na novo postavljati. Mislim, da po mojem videnju je večja težava v tem, da se organizatorji bojijo, da bodo glavni konkurenti v prvih krogih zapustili dirko in v navednicah za generalno publiko ne bo več zanimivo. Jaz mislim, da to ni toliko problem. Je pa resno, to, kar si rekel, zdaj izletne cone, takšne in drugačne, poznamo od travnatih do peščenih in do asfaltiranih. Veš, te stvari en čas so nek trend, potem se začne čas malo spreminjati, da pa mogoče vse pa ni bilo najbolj kot so mislili, najprej bilo MotoGP-ju glavno peščene, potem je šlo veliko tudi na asfaltirane cone, tudi zaradi tega, ker so prej imeli tam neke avtosportne dirke in so se zdaj to naredili, pa so rekli, dobro, tukaj pa ni slabo, kar je spet res za ene stvari, za druge ne. In potem se zdaj spet nekje vračajo na peščene izletne cone ali pa tudi kombinacija enega in drugega. Malo tako, če sva podobna, peščene izletne cone, po mojem videnju se vračajo, zato ker so preveč izkoriščali vozniki asfaltirano, da so šli čez, da so sekali. Pesku ti ne boš sekal. V Monaku ne moreš sekati ovinka, ker je tam zid specifična steza, ki je pač ulična dirka. In v MotoGP-ju imajo pač seveda to pobarvano tam zeleno in na tam cona, kjer je nekaj zaradi tega dirkaški vozi, je to seveda takoj upozorilo, potem je kazen, če se to ponavlja. In je tudi težji z motorjem čez Kordolo, čez pas, čez rodniki, kakor mogoče z avtom vsem, kjer še vedno, če gre en kolo čez, prije ostanejo na asfaltu in imajo veliko motorje bolj. Ampak vsem, vse krade in vsem nekateri stekajo ali pač vozijo čez črto, ampak tudi to je logično, dirkači so tam zato, da so čim hitrejši. Dokler jim pustiš, ko bodo šli. Vsak bo skušal izkoristiti celotno stezo in še malo čez. In to ti pri asfaltirani coni seveda dopušča, tudi če bi padla guma za rodnik, ne bi padel, če bi to v pesek zapeljal ali pa tudi na travo, trese motor, se zakladi v pesku, ki je pa sipek, ker mora biti, da ustavi motor ali pa telo dirkača pri morebitnem padcu, je pa to še toliko bolj zoprno. In tam imaš pa potem manj možnosti izkoriščanja tega, da se voziš čez rodnik. Zanimivo, ko sem komentiral dirko Carrera Cup Germany. So tam v načinu vožnje imajo, da grejo čez rodnik.
lahko čez robnik, da one od zadaj dobijo pesek vetrobransko. To je način vožnje. To je lahko problem. Ja, pri motorju ta težava ni toliko izrazita, bolj pri padcih je problem granulacija peska, na tem so se pa pozvali še posebej Banjaja in še nekateri na dirkališču v Portimao, ker seveda ta pesek spet nekje bolj droben in če je bolj droben, bo hitreje strpil lahko tudi v motorju, ki vrečil kakšne poškodbe, če je pesek večji, je te možnosti manj, je pa seveda manj udoben za padce dirkača in potem je še vprašanje oblike. Nekje imaš zelo okrogle kamenčke, nekje so skoraj taki, kot na železnici, v bistvu precej ostri. In to lahko tudi poškoduje dirkača, kjer je takrat Banjaja kazal njegovo poškodbo in je rekel, če bi bila granulacija peska, oziroma ne granulacija je velikost, ampak oblika peska, bolj okrogla, da pač ne bi prišlo toliko ni toliko abrazivno. Konec koncev, Helmut Marko je dobil v glavo kamen in ga je štalo vida, on je slep na eno oko. In te stvari so vedno za neki dobre, za neki slabe. Veš, pri motociklizmu, če pri padcu preleti dirkač v peščeno izletno cono, bo hitreje ustavil motor in bo hitreje ustavil dirkača, načeloma. Ampak seveda je pesek dober samo do takrat, dokler ima dirkač neko določeno hitrost, s katero mogoče po pesku drsi in da to ustavlja. Ko pade ta hitrost na določeno mejo, se pravi, bolj ko se hitrost manjša, bolj se stopnjuje ta problem, da ga lahko začne rolati. In ko ga začne enkrat vrteti, ali dirkača, ali motor, takrat se začne dogajati škoda. Takrat se lomijo roke in karkoli še drugega, bog ne ve. In seveda pri motorju, ko ga enkrat dokler drsi, ob oku je škoda relativno majhna, ko ga enkrat zapne pesek, ki ga začne okrog, začne leteti takrat lomi okvir vilce in to ostalo in takrat se zgodi velika škoda. Zdaj, med tem, ko je asfaltirana izletna cona, je tukaj manj problematična, je pa mogoče predvsej bolj težavna v mokrem, kjer je pa asfalt takrat v izletni coni tudi mokr, in pravzaprav motor v nekem padcu malce poskoči čez vodnik, potem dobiš še dodatno pospešek in gre v zid. Z veliko hitrostjo preleti v zid. Ok, dokaj sam govori o tem, da je to preletel v zid motor. So to samo stroški, ko pa preleti v zid dirkač, Luis Salom, Barcelona, se ni dobro počal. Pa poznamo še zgodbe, kjer se je ubil recimo Marko Simoncelli ali pa kdorkoli drug od dirkačov, je tudi ta težava, da če dirkač pade, ga strese, ga vrže dol z motorja, motor včasih ostane na kolesih, ga odbije v izletno cono. Redko kdaj vidiš, da bo motor letel prav daleč po pesku, zelo hitro ga ostaje, totalno v ta peščeni bazen, ali pa tudi, če bo udaril zid z gumam, bo ostal tam. V asfaltnih izletnih conah se je večkrat zgodil, da je motor naredil polkrog in se je na izteku iz ovinka ali pa se na naslednjem ovinku vrnil nazaj na stezo, in je prišlo do tega, da je koga nastavil, recimo za sam motor brez dirkača, v Simoncellijevem primeru je bilo tako, da on še drži motor, pa da motor potekne nazaj na stezo, pa plave Eder 180, tako tragično končal. Ali pa da motor s preveliko hitrostjo na asfaltirani coni pod kotom preleti v zid, in ga sploh še vedno izbije nazaj na stezo. Pa tvoja pripomba mi je nekaj spomnila na leta 80 leta. Se nekaj podobnega zgodilo, tudi v Spencerju. Kaj skočil nazaj gor? Pa ne sam Spencer, veš, tudi trendi imamo, tu se je to dogajalo tudi v zdaj modernih časih, če se spomniš Niki Ajo, takrat se je vodil Moto3, je on surfil celo ciljno ravnino, mislim, da je bilo vasno, če se ne motam, za motorjem pa pol ravnsko ustavil motor, pa rešil, ali pa se nazaj gor vidi. To se zgodi, ampak dokler je motor nekako na asfaltu, potem v pesku je pa to seveda precej težje rešiti. MotoGP navdihuje ostale kategorije, naprimer v nemški seriji DTM in spremljevalnih kategorijah so 2 leti od tega vpeljali kazenski krog, podobno kot imamo v motociklizmu, izjemno uspešno, ne tako oškoduje voznikov. Res format, ki se presaja tudi na druge nižje kategorije, ampak nekaj, kar meni v Formuli 1 ni všeč format sprinta. Naprimer v Formuli 1 v 4 letih 4 različne formate sprinta, čisto drugačne, od točkovanja do kvalifikacij, vsako leto nekaj novega.
In sam nimam nič proti sprintu, ampak ne vidim, da ima neko dodano vrednost. Ja. Zdaj, če se najprej vrnemo na ta krog, dolg, jaz mislim, da to dosta v redu rešitev, je pa res, da na nekaterih dirkališčih blazno hendikepira dirkača, skoraj da če odpela dolgi krog, da enostavno je pokopal upe na dobro dirko. Na drugih dirkališčih izgubi minimalno, lahko dirko izgubi v teoriji, dolg dirke z drugim krogom, tudi še zmaga. Se pravi, v MotoGP-ju, ko so zelo skupaj težko, v Moto2, Moto3 pa nekje je ta izguba bistveno večja, drugje je bistveno manj. Ampak saj na posameznem dirkališču je ja, pa nekje tudi bistveno manj. Na nekaterem dirkališču je pa vedno za vse dirkače na posameznem dirki. Zdaj praviš, da MotoGP navdihuje s tem tudi druga prvenstva, pa vem, mogoče res, po drugi strani mislim, da gre bolj za to, da neke dobre ideje v nekim motošportu sicer skupirajo eden od drugega in je pravzaprav, da se to dogaja. Jaz sem bil pred parimi leti še na obisku doma v Italiji pri Franku Omčini v nekdanjem svetovnem prvaku, pa dolgoletna varnostna komisarja v razredu MotoGP, mislim, da 2 leti nazaj je zapisal to svojo kariero, še vedno pride na dirke, ampak nima več te funkcije, je pa zagotovo izjemno izkušen in dober v tem in je povedal, da z Formula 1 recimo so zelo veliko naredili, zelo veliko sodelujejo, se večkrat letno dobijo, se stanejo, oni počrpajo kakšne ideje, njih vprašajo za nasvet, tudi formulaši v MotoGP-ju kakšne ideje snamejo, okrog recimo oblik rodnikov in takih stvari, tako da je fajn, da te dve velike prvenstva in velike organizatorji med sabo sodelujejo in to se mi zdi zagotovo dobro. Kar se tiče sprint dirk, jaz nisem prevelik fan spreminjanja pravil vsako leto ali pa na kratka obdobja in ker se mi zdi, da s tem izmedeš še tako dobrega gledalca in še tako poznavalca, če vsak let nekaj spremeniš pa nekaj dodaš. In se mi zdi, da se tudi v Formule 1 to zdaj zadnja leta ful preveč dogaja, da se avtomobili spreminjajo, da se pravila. Jaz sem velik fan avtomotosporta, pa priznam, da mi časih že več ni jasno, pa KERS, pa DRS, pa to, pa pa zdaj ja, pa zdaj ne, pa pol to lahko, pa pol to ne. Če ti pravila zakompliciraš, si za moje pojme mogoče si naredil včasih celo slabo uslugo. Mislim, v tem smislu fan enih ameriških dirk, kot je NASCAR, pa nekaj, ki se zdi na prvem momentu, zelo primitivna, pa da niso, ampak je vse nekako bolj preprosto in funkcionira. Če se spomniš tega dolgega kroga, ki ga naziva MotoGP, so ga včasih, mislim, da spet Američani, ali pa celo tudi Skandinavci imeli v tem super popularnem rally crossu. Ni bil tako mišljen, da bi bil to kazenski dolgi krog, ampak si imel, mislim, da je bil v bistvu do kontra obrnen, mislim, da si imel enega jokerja v rokavu, kjer si enkrat na vožnjo, to paralelno 4-6 ali 8, si lahko udaril krajšnico, se pravi, si skrajšil krog. Enega jokerja si imel. Ali pa je bilo tako, da si mogel enkrat pokrajši, pa nujno enkrat podaljši variant. Ampak glej, če ti z nekimi pravili dodaš športu zanimivost, pol ajde, sam ne smeš ga pa preveč zakomplicirati. Kar jaz pri formuli s temi sprint dirkami predvsem zameram, mislim, da niso, da enkrat to je, enkrat to ni. Zdaj, v MotoGP-ju je to format dirkanja, soboto kratka dirka, za katero se je skazalo, da je ultra zanimiva, ker ni kakšnega silnega taktiziranja, ker je dirka prekratka in gre čisto na polno od začetka do konca, krajša dirka, polovične točke. In ne vem, meni se zdi dobro, je že, ko so to izvejo predstavili, sem rekel, ok, hvala Bogu, da se je nekdo tudi v motociklizmu po 75 let zdaj praznujemo tega športa. 49 prva izvedba. Kaj da? 49 je bila prva. Ja, zdaj je jubilej, in je v bistvu od začetka do danes se nič ni spremenil v tem. Mislim, štart cilj, pri motorjih se še gume namenjajo, pa benzine za takrat, kot v formuli, kadar vse, pa kadar vse ne. Ampak whatever je skozi bilo, 22 krogov, 24, kako na kakšnem dirkališču in to je to. Jaz smo zdaj dobili v sobotah te malo so spremenili pred časom kvalifikacijski format na to počasnejšo, pa hitrejšo grupo, ker so bile prej kvalifikacije tudi predolge, 50 minut ali kakorkoli, so se oni tam vozili, pa so v bistvu imeli 3/4 kvalifikacij še za zaprosti trening, za nastavitve, pa so pa zadnjih 10 minut vsi odlomili en hiter krog in to so bile dejansko kvalifikacije. In so šli pol na te formate, najprej počasnejša grupa, pa pol hitrejša grupa in se ljudi to ful vrti.
Zdaj, s temi sprint dirkami pa tudi, ker si na koncu dneva dal že gledalcem, ki so prišli na dirkališče v tistem dirkaškem vikendu že nek razlog, da so že v soboto tudi tam, da niste nedelja glavni dan, ker je že v soboto v MotoGP-ju ena kratka dirka, ki jo je zanimivo spremljati, ne, tem, ker so pa doma pred televizorjem, so pa mogoče celo malo osvežil vikend, ne, ker je že v soboto biti pred televizijo doma, pa pa še v nedelo, ne, prej so mogoče nekateri izpustili kvalifikacije, pa so se začeli pogledati malo rezultate, pa so pa nedelo gledali. Ampak lej, dobre so dirke in večkrat se izkaže, da so kratke dirke celo bolj zanimive od dolgih dirk, ne. Če gledaš, če kdaj spremljaš Moto E, jaz nisem prevelik fan te elektrike, pa dirke z električnimi motorji, ampak treba je nekaj priznati, dirke so pa fantastične. Ne malokrat ali pa večino dirk ne, se odloči vse skupaj v zadnjem krogu, preletijo 3 avstrijci, preletita 2, se zadanejo, en pade v zadnjem ovinku, pol. Ne veš do 200 metrov pred ciljem v resnici, ne veš čisto točno, kdo bo zmagal. To pa je tisto, zaradi česar gledamo dirke po mojem in kar vleče pravzaprav nate, da je boj za zmago, ne, ali pa za najvišja mesta, čist do samega konca, da ni dirka dolgočasna, da se ti na polovici dirke že ne odpele 8 sekund in potem tam čakaš za konec. Ker to je problem Formule 1, posebej aktualnega formata. Ja. Namreč sprint je v soboto zjutraj, v soboto popoldne, imaš kvalifikacije. Greš ti na polno v soboto zjutraj, končaš lepo v izletni coni in na betonskem zidu, ja, in popoldne na kvalifikacijo, imaš več bolidi. Ja, to ne vem, zakaj imajo tako narejen, tukaj težko sodim, ne, mogoče bi bilo bolj, da imajo tako kot MotoGP-ju najprej kvalifikacije, ki ti dajo štartno mesto za sprint in za dirko, ne. Potem imaš v soboto eno dirko, greš na polno, če usuješ, imajo fanti čez noč čez avto popraviti do zjutraj, ne. Tle je mogoče MotoGP-ju še celo nekaj lažje premotor popraviti, v tem gre hitrejši pa avto, pa 2 motorja imajo, ne, seveda samo v najvišjem razredu, v manjših dveh ne, ampak ok, premalo nimaš sprint dirk, ne. In ta format se mi zdi, da je fajn in da deluje. Zdaj, seveda se bo vedno prepozval dirkači, da je to preveč pressinga, da je to preveč nevarno, da je že tako na njih so preobremenjeni, če dirkaš po vikend, ampak jaz mislim, da je to brez veze. Pravila so zdaj ista, fanti so plačani po 10 milijonov evrov na sezono in na koncu dneva prej so kvalifikacije vozili, zdaj popeljajo dirko, ne, tako da v številu krogov, po številu težavnosti dela, ki ga morajo opraviti na posamezne vikend, jaz mislim, da ni nobene razlike, ampak da je mogoče manj vožnji za njih same, ne, je pa res, da je mogoče dirka malo adrenalin, ki je pač treba odpeljati, ampak to je šov, tle smo na svetovnem prvenstvu in tako so pravila. Ne, lepo je slišati tvojo stran zgodbe, ker sprint v Formuli 1 izgleda tako, kot da je, si sam povedal, napravljen za publiko, ampak za tisto publiko, ki je prišla v Formulo 1, pogledanjem serije Drive to Survive, ki nima nobene skupne točke z realnostjo. Ja, vsi se strinjam. Je sprint to, da se nekaj dogaja, ampak tisto nekaj, če pravzaprav ne ve. Ja. Ker sprint imamo v nižjih kategorijah, v Formuli 3, v Formuli 2 in deluje kvalifikacije, v petek. V soboto sprint, ker je prvih 10 ali 12 v obratnem vrstnem redu. In to gre na nož. V nedeljo klasična dirka po vrstnem redu s kvalifikacijo. Super. Kopirati sistem, ki deluje od nižje Formule 1. Ne, se veš, to so se vedno vsi pritoževali, spomnimo se Superbike včasih je tudi klasična zgodba, v bistvu to 3 dirke, ne, imaš sobota eno, imaš takrat po v bistvu sprint, ne, pa še eno dirko, ne, prav, ampak ljudje so tam zaradi tega, da gledajo dirke, ljudje so tam, da gledajo zvezde, to so vedno tisti v najvišjih kategorijah, ne Moto3, ne Moto2, ne 600 supersporti, Superbike, ne 300 klase, prav ljudje hočejo videti na sebi, čeprav so lepše dirke po navadi. Ne malo kdaj, ali pa Moto3 so fantastični dirke, sem izredno žalosten, da na televiziji ni več to, kot smo imeli včasih v takšni obliki s komentarjem in prenosom. Ok, tu smo zdaj to. Gre za dejstvo, da so tam nemalokrat odlični boj, ampak je pa dejstvo, da dirkači niso takšne zvezde.
Vlečejo pa dejansko nase pa glavnem zvezde in velike. Jaz sem spravil enkrat, sem se trudil nekomu razlagati, da ekipe, vozniki Formule 1, ampak tudi v ostalih kategorijah motošporta, niso tam zato, da delajo, tam zato, da zmagajo. Bo z najmanj napora, s čim večjo prednostjo in po možnost dvojno, trojno, četvorno zmago. Tam so zato, da zaslužijo zmag, še posebej v Formule 1 in v MotoGP je tudi, ne, in vsakmu to najbolj paše, ne. Seveda so tam, kot praviš, da v prvi vrsti da zaslužijo, in zmagajo, kar je eno z drugim, ne. In jasno, njim zašel je vse en, ne. Ker če bi bilo njim zašel dušova, pol bi preko Banjaj, ko ima 6 sekund prednosti, tam dal seveda tablo, da ne ima spusti gal, da ga drugi ujamejo, ne. Da bo spet zanimivo naprej, da bo boljši šov, ne. To, kot naredijo NASCAR-ji ali pa naredijo ameriški. Ne, komentiram tudi NASCAR. Pač tam malo dolg čas rata dajo varnostni avto. Oni imajo dirko razdeljeno na 3 dele in po vsakem delu je neutralizacija, pa grejo nekaj. To je to, ne. To je zaradi šova, ne. Tako ali pa DTM. Če si preveč priden, če preveč zmaguješ, dobiš nagrado. 20, 30, 40 kilogramov. Tudi v Superbajku, ne, teža umejevalnik obratov. Tako, balance of power. A veš, vse je, prvič, pravila so za vsa ista, ne, drugič, ali se tudi ni fair, da onke polne kvalifikacije, najhitrejše pa zmaga nekatero, ko pa pol štarta 5, pobrne, vrstne je 1. in 5, ali pa 7, ne. Ampak hočem reči, da veš, ko so pravila narejena in pravila so narejena zato, da so dirke čim bolj zanimive in da jih gledalci čim bolj gledajo. Ker šport pa mora imeti svoje gledalce, to je osnovni namen. Če pa nima gledalcev, pa tudi nima sponzorov, pa tudi zaslužiti morajo ne oni, ki zmagajo, ne oni, ki so drugi, ne oni, ki so tretji. In je zato, po mojem, vse, kar se MotoGP tiče, bi rekel, da Dorna vsem dela kar v redu job, ker dirkači izenačeni ful in ne veš nikoli, kdo bo zmagal in je 5, 6, 7 gostov čas v kakšni sezoni tudi več dirkačev, ki so sposobni vsak vikend zmagati in je ful odprt se skupaj in ima zanimivo prvenstvo in so skrt in ima dobre boje in je fajn gledati. Prišli smo do konca prvega dela tega daljšega pogovora, a brez skrbi sledijo še 4. A za enkrat je seveda to vse, zato hvala za vašo pozornost in nasvidenje.